Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Glasbena šola Idrija v tem letu obeležuje 80 let delovanja. Ob tem spoštljivem jubileju smo v našo oddajo povabili ravnateljico glasbene šole. Tonja Lapanja Brenčič, dobrodošli in pozdravljeni v naši oddaji. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Imate pravzaprav dve funkciji, rekla sva ravnateljica, sočasno pa ste še vedno tudi učiteljica. Tako je, pa sem tudi predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol. To vam najbrž prinese tudi kar nekaj odgovornosti. Res je, veliko dela. V kakšni kondiciji je glasbena šola v tem jubilejnem letu? V zelo dobri kondiciji, smo delovni, pridni in mislim, da dobro pripravljeni. Okrog 300 otrok najbrž tudi letos. Tako je, 274 otrok imamo na individualnem pouku in približno 20 še na skupinskem pouku glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. Kaj vam pomeni to, da ste ravnateljica 80 let stare, mlade, pravzaprav glasbene šole? Ne vem, a bi rekla, a je mlada glasbena šola, a je stara glasbena šola. Rekla bi, da je uspešna glasbena šola v tem okolju, demografskem okolju, ki se stara, in upam, vendar sem optimistična, da bo ta šola obstala in da bo še naslednjih 80 let stala in obstala, kot je rekel Primož Trubar. V tem času, v teh 80 letih se je marsikaj najbrž spremenilo. Kaj so bili glavni mejniki? Mejniki, gotovo so se spremenili, so se zamenjali ravnatelji, zamenjali so se učitelji, zamenjali so se otroci, zamenjali so se družbene spremembe, ljudje so se priseljevali, odseljevali, zamenjali so se ministri, vlada, tudi država se je zamenjala, zamenjale so se 3 države, lahko bi rekli. Vendar tudi učni načrti so se zamenjali, ostala je pa želja po izobraževanju, ostala je želja po glasbi in upam, da bo ostala še naprej. Vsekakor zgodovinarka Marija Trpin Mlinar iz Mestnega muzeja, tam je višja kustosinja, je v svoji raziskavi proučevala tudi zgodovino glasbene šole in je zapisala tako, da je bila prva muzikšole, se je takrat imenovala glasbena šola v času Avstrije. Ja. V šolskem letu 1852-53. Ja, že v 19. stoletju, ne, kako bi rekli, takrat so bili zametki še pod šolstvom, ne, ni bilo tole glasbena šola, kot glasbena šola danes poznamo, a ne, ampak so bili tole nekako bolj kot neke stanovske šole, kot glasbena šola pa je nastala leta 1945 z odlokom, uradni odlok je bil 13. maja, je bil javni odlok, ne, vendar neuradno ne bi se začela glasbena šola neuradno s 1. februarjem oziroma 28. februarjem, ne, gospod Udovič je bil takrat ravnatelj, uradno pa je bil 13. maj tisti datum, ko naj bi se začela glasbena šola Idrija. Na Primorskem sta bili takrat sočasno ustanovljeni Postojna in Idrija, ja. Tako da ste v tem območju pravzaprav najstarejša po drugi vojni najstarejša. Ja, tako je. Ja. Če bi pa šteli še ta muzik šole, bi pa pravzaprav letos lahko obeleževali 174 let. Ja. Glasbenega šolstva. Je pa najstarejša šola v Sloveniji ptujska glasbena šola, ki ima 130 let. Tako se šteje po nekih podatkih, ne. To je še čas, da mogoče v prihodnjih desetletjih beležite kdaj tudi te jubileje. Ja, mogoče. Kakšno vlogo ima glasbena šola danes v tem okolju? Glasbena šola danes mislim, da je dosti prepoznavna. Ne vem zdaj, a je dosti prepoznavna v Idriji, jaz upam, da je pa prepoznavna dosti v Sloveniji.
doživlja imamo zelo lepe rezultate na tekmovanjih, da udeležujemo se tekmovanj, tako mednarodnih kot državnih tekmovanj vsako leto. Učitelji sodelujejo na raznih revijah, sodelujejo na raznih seminarjih, sodelujejo na srečanjih. Tako da mislim, da so dejavni in prepoznani povsod. Sistem glasbenega izobraževanja, ki je ta trenutek v Sloveniji, ni primerljiv, naprimer z avstrijskim, nemškim, francoskim. Poznavalci pravijo, da je tam recimo slabši. Rečemo sama Slovenija je vključena v Evropsko zvezo glasbenih šol, v EMU. In Evropska zveza je malo razdeljena na vzhodni in zahodni blok. Zdaj zahodni bolj zagovarja Music for All, vzhodni blok pa se drži bolj našega sistema. To je mogoče tudi zaradi tega, ker so zahodne glasbene šole bolj bolj v privatnem smislu, jih država manj sofinancira, tako kot vzhodne države. Vzhodne države so vseeno bolj financirane strani državnega sistema, tako kot je naš sistem. Zato zagovarjajo ta naš sistem, kot imamo mi, se pravi bolj delo z učenci, ta individualni pristop, bolj sistematično delo, pač tako kot imamo pri nas. Medtem ko v zahodnem delu pa nimajo tako strogega sistema, hočejo bolj spopularizirati to glasbo, niso tako natančni, hočejo bolj, da je glasba približati glasbo vsem otrokom, in kar je tudi dobro, to je tudi namen glasbe vsem, pač to je spet stvar različnih pogledov, in različnih perspektiv, tako da Slovenija je pridružena zdaj od letošnjega leta tudi Višegrajski skupini, in je lepo, da se povezujemo na različne načine z različnimi državami. Vaša glasbena šola ima podružnici tudi v Cerknem in v Črnem Vrhu, na 3 lokacijah. Na 3 lokacijah delujemo, ja. Poteka pouk, kar je pravzaprav dobro, približate to dejavnost ljudem na podeželju. Ja, samo opažamo, da idrijsko področje je geografsko zelo razgibano, in starši. Zdaj, a je razlog to, da starši težko najdejo čas, da bi vozili svoje otroke v glasbeno šolo in se izgovarjajo, mogoče je izgovor ta vožnja, čeprav Ljubljana je isti problem, Ljubljani je tudi treba otroka peljati v glasbeno šolo, tudi tam ne more otrok iti kar sam po mestu in iti na konzervatorij, rečemo na balet ali pa v Moste v glasbeno šolo, tudi tam nima starš kar pred vrati glasbene šole, kaj je treba pripeljati, je ogromno prometa, kako mora ta otrok iti v glasbeno šolo. Tako da tudi vemo, kako je, ko prideš v Ljubljano, iti z enega konca Ljubljane na ta drugi konec, je takoj 1 ura vožnje, pa si v Ljubljani, Tako da ne vem, če so ti izgovori ravno umestni, da je vožnja tisti razlog, da ne moramo otroka pripeljati v glasbeno šolo, Ker v Črnem Vrhu dostikrat je izgovor že samo za Črni Vrh pripeljati v Črni Vrh v šolo, da je vožnja razlog, da ne vpišemo otroka v glasbeno šolo. Najbrž imajo več razumevanja za to vožnjo, kot omenjate starši, ki so imeli tudi sami izkušnjo v mladih letih z glasbeno šolo. Kako je pomembna ta vez? Ja in ne. Mislim, da se družba zelo, zelo spreminja, da je današnja družba postala malo bolj apatična in da so ljudje postali taki samozadostni in da so postali bolj izolirani in da ostajajo v svojem nekem mehurčku in
pač ne moremo tako posegati. Če si želijo, če vzamejo, pač je treba pristopiti, če si želijo, pridejo in če noče, jih človek ne more prisiliti. Ukvarjanje z glasbo, oziroma če otroci igrajo v neki glasbeni šoli, to najbrž pomeni za celo družino, da se pridruži, da hodi na koncerte, spremlja razvoj. To je ogromno dela, a ne. Je seveda ogromno prednosti za takega otroka, za njegov razvoj, ukvarjanje z glasbo vpliva na bralno, matematično pismenost, so raziskave, ki potrjujejo te stvari, a ne. Samo je pa treba velik premik v glavi za starša, za celotno družino, ker to pomeni zelo veliko obveznosti, a ne. In vztrajanja za celotno družino, to ne pomeni samo za 1 leto, za 1 mesec, to pomeni za več let, a ne. Konec koncev pa vendarle morajo otroci pravzaprav sami vaditi, se resno posvečati. Je res. Samo še zmeraj ukvarjanje z glasbo pomeni daljnoročno, to je za življenje, to pomeni sobivanje v neki skupnosti. Če se ti ukvarjaš, to za nadalje pomeni, da boš ti nekoč nekaj naredil za sebe in za skupnost, a ne. Zdaj prihodnost, kaj nam prinaša prihodnost? AI tehnologija prinaša osamljenost. To je prav gotovo eno od tveganj, ki jih prinaša, ima pa tudi neke prednosti, ne? Čas bo pokazal svoje. Uporabljate te sodobne tehnologije tudi pri vašem pouku? Zdaj smo si nabavili interaktivno tablo, oziroma z ministrstva smo pridobili interaktivno tablo. To je ena izmed pripomočkov, jaz pravim temu pripomoček, a ne. Samo AI tehnologija, govorimo o stvareh, ki bodo delali namesto nas, ne. V tej smeri govorimo, a ne, da bo glasba se pisala namesto skladateljev, ne. Tako, v tej smeri. In izvalja. Ja, problem skladateljev, sedaj problem učiteljev pa je, kako otrokom približati glasbo, kako jih navdušiti. So vaši učitelji vešči teh tehnologij? To, kar je interaktivne table, to ni tako težka stvar, da ne bi zmogli. Čeprav danes so otroci tako vajeni, da z nekaj kliki se stvari kar same od sebe dogajajo, ne? Ja, to ni taka umetnost. Pri glasbi pa to ne bo šlo, ne? Za pisanje glasbe, mislite? Ali ne, za učenje glasbe, obvladanje inštrumenta, ukvarjanje z poustvarjanjem. To mislim, da to bo šlo. Bo šlo. Že prej ste omenili, da ste tudi predsednica Združenja vseh slovenskih Zveze slovenskih glasbenih šol. Dobro poznate tudi delovanje ostalih glasbenih šol. Ste si glasbene šole po teh problemih, po teh izzivih podobne ali pač ne? Veliko šol pač v tej trenutno je kar problem z vpisi. Kar nekaj šol ima težave pri tem, ne. So pa šole, ki živijo na področjih, kjer se ljudje priseljujejo, a ne, in imajo pač, rečemo Ajdovščina, tam je ogromno se priseljujejo, pač gre število prebivalcev navzgor, a ne. Tam pač glasbene šole nimajo problemov, a ne. Tako da so pa šole, kjer se ljudje ravno tako število prebivalcev pada, a ne. Tako da so pač občine različno, a ne, različni trendi so. Kaj to pomeni za vašo idrijsko glasbeno šolo? Trenutno, kot kaže, kot sem govorila tudi z ministrstvom, smo pogledali malo glede števila rojstev za naprej. Nekako število rojstev niha, a ne, malo gre gor, malo gre dol, tako za 10-20 let. Nekako bomo stali. Imamo pa 20% vpis v glasbeno šolo, trenutno otrok osnovnošolskih v glasbeni šoli, tako da povprečje v Sloveniji je pa 13. Tako da še zmeraj imamo preveč, rečemo, glede na povprečje v Sloveniji, a ne. Imate dovolj učiteljev? Učiteljev imamo dovolj, ja. Čeprav včasih se zgodi, da kakšnega tudi posebej iščete, ne? Ker imate širok nabor. Ja, problem je, če gre kdo na
kakšno bolniško ali pa porodniško, v tem je problem, težava, ne. Kje vidite glasbeno šolo čez 10 let, 15, čez 20? Kakšna je vaša vizija? Takrat me ne bo več. Jaz mislim, da bo glasbena šola obstala, če bo politika šla v tej smeri, da bo glasbeno šolstvo, upam, da bo glasbeno šolstvo obstalo, da se bo financiralo še zmeraj iz strani Ministrstva za šolstvo, ne. Da bo šlo v tej smeri naprej, no. Čeprav občina financira stroške in zagotavlja prostore, ne? Občina zdaj po novem financira samo materialne stroške, zdaj po novem je šlo za prevoz, je šlo na ministrstvo, tako da samo materialne Govorite stroške. o prevozih učiteljev. Tako, ja. Prej je bilo to tudi na občino, zdaj je šlo po novem to na ministrstvo, tako da smo tako kot osnovna šola in prehrana je šlo vse na ministrstvo po ZOFI-ju, tako da smo financirani tako kot osnovna šola. Ker ti stroški za prevoz so bili najbrž recimo visoki, ker imate veliko učiteljev iz drugih okolij, stanujejo daleč, pravzaprav. Ja. Po grobi oceni je v teh 80 letih idrijsko glasbeno šolo obiskovalo okrog 5000 otrok. To je bil tako en grob izračun. Mogoče, ja. Naprimer, to je kar impozantna številka. Ja. Kako bi komentirali ti učenci, če bi danes, starejše generacije danes prišle na obisk v to šolo, ta šola se je vendarle spremenila, ne? Ja, jaz upam, da se je na dobro, da smo šli na dobro, ne. Jaz mislim, da smo naredili zelo velik korak naprej. In da to se bo slišalo tudi na četrtkovem koncertu, in da ni samo, da se bo slišalo sam koncert, ampak tudi, če bi se stopilo v glasbeno šolo noter, ker ni samo tisto, kar se sliši, treba je tudi samo glasbeno šolo, da se čuti glasbeno šolo, treba je začutiti glasbeno šolo, kakšen je utrip na glasbeni šoli, treba je začutiti kolektiv, treba je začutiti utrip samega življenja na glasbeni šoli, da se začuti, a je življenje na glasbeni šoli dobro. Potem se ve, a je glasbena šola uspešna. Od piščali do zvezd ste poimenovali ciklus različnih dogodkov, s katerimi boste obeležili ta jubilej, na katere bi posebej povabili? Od piščali do zvezd letos imamo samo en koncert in to je samo ta koncert, ki bo zdaj v četrtek 28. maja. Zmeraj, ko delam ko se dela kako tako stvar, probam se držati, da iz Idrije črpam vse, kar ima Idrija svoje dediščine. In tudi upam, da so ljudje že na plakatu opazili, da je plakat sestavljen iz stvari, iz elementov, ki jih Idrija ponuja. Se pravi, barve je cinnabaridova ruda, čipka je idrijska čipka, piščal je iz neandertalčeva piščal, zvezde so pa element, ki sem jih hotela ponuditi, da zvezde so tiste zvezde, ki se rodijo, ko učenec stopi v glasbeno šolo in potem se lahko razvije do zvezde. In zvezda je lahko metafora, lahko je zvezda od poslušalec, lahko je ljubiteljski glasbenik, lahko je pa umetnik, nastane. Več pomenov ima. Nekaj teh umetnikov, bivših vaših učencev, bo prišlo tudi na ta koncert. Kdo? Koga vse ste povabili? Povabili smo Elviro Hasanagič, sopranistko in harmonikarja Marka Hatlaka. Kaj boste igrala? To boste pa izvedeli v četrtek. Skrivnost.
vabljeni kam? Na Grajsko Na dvorišče. Grajsko dvorišče. Vreme nam je naklonjeno, če se nas zgodi kakšno presenečenje. Če ne, pa tudi vaša dvorana korak. Ne, če ne bomo pa na gimnaziji v telovadnici. Najbrž računate na večje število Tako je, obiskovalcev. tako je. Tonja Lapanja Brenčič, jaz vam čestitam ob jubileju, čestitam vam tudi za ta lep program praznični in vam želim vse dobro. Najlepša hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.